Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Katarini, ki z veseljem prisluhne čarobnemu pravljičnemu svetu, poleg tega pa ima veliko srce za živali. Katarina namreč skrbi za svojo psičko Neli ter mucka Mikija in Karolino. Bravo, vse pohvale. Tokrat nas čaka prav posebna zgodba. Zgodba, ki v sebi skriva vprašanje, o katerem smo odrasli nekoč sanjali. Zgodba o iskanju, sanjah in čarobni poti, ki nas vodi tja, kamor slišimo klic svojega srca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Katarino z naslovom Ko bom velik, bom... Nekega dne je učiteljica vprašala svoje učence: Katero delo bi radi opravljali, ko odrastete? Julija je malce zaskrbljena. Vprašanje je težko. Kaj bom počela, ko odrastem? Pojma nimam. Miha je odgovoril: Na dvorišču sem vedno jaz glavni. Vsi poslušajo, kadar razlagam pravila igre. Nekoč bom policist. Naslednja se oglasi Natalija. Jaz ves čas padam po tleh, sem kraljica poškodb in obližev. Torej bom zagotovo zdravnica. Ko pride na vrsto Leja, pove: Brez dvoma sem od vseh jaz najbolj sladkosneda. Ko bom velika, bom prodajala sladoled. Okleval ni niti Robi. Kadar kdo izgubi radirko, jo vedno jaz najdem. Nedvomno bom detektiv. Učiteljica na to ogovori Anjo. Pri gimnastiki rada skačem na trampolinu in letim po zraku. Postala bom pilotka. Leteti je gotovo super, je rekel Marcel. Ko bom velik, bom super junak. Ves razred se je zahihital. To sploh ni pravi poklic. In ti, Laura? Katero delo boš ti opravljala, ko boš velika? Kadar poslušam glasbo, ne morem biti pri miru. Jaz bom plesalka. Nato je svoje razmišljanje pojasnila Helena. V peskovniku, kamor prinesem svojo lopatko in vedro, vedno naredim najlepše potičke in največje gradove. Nekoč bom gradila hiše. In ti, Vili? Je vprašala učiteljica. Vedno sem prvi v vrsti in sem tisti, ki vodi sošolce v razred. Nekoč bom sprevodnik na vlaku. No, Dejan, ali sanjaš? Na vrsti si. Povej mi, kaj bi rad postal, ko odrasteš? Jaz najraje vozim kolo. Poštar bom, prepričan sem o tem. Učiteljica se je na koncu obrnila k Juliji. Kaj pa ti, Julija? Ti nam še nisi povedala, kaj bi rada postala. Jaz imam rada otroke, še raje pa jih mučim s težkimi vprašanji.
Torej bom nekoč učiteljica. Kako lepa zgodba in kakšne čudovite želje. A ni nujno, da že danes vemo, kaj želimo postati. Ostanimo radovedni, prijazni in sledimo tistemu, kar nas osrečuje. Včasih pa nam življenje samo pokaže pot, če le poslušamo svoje srce. Katarina, naj ti ljubezen do živali in srčnost kažeta pravo smer, kamorkoli te bodo vodile tvoje sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni navdihujoči slovenski pravljici z naslovom Postal bom gasilec. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Katarini, Neli, Mikiju ter Karolini, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, čudovite želje. Tudi sama sem si želela postati učiteljica.